V projektu Life IP Natura Sea smo začeli z letošnjim letom vključevati kmetije. Zaenkrat imamo na javni poziv prijavljenih 20 kmetij, z 16 so podpisani že pogodbe ali sporazumi. Danes smo se pa zbrali na podjetju Lagerhof za prevzem mehanizacije za 2 kmetiji, ker v projektu so se kmetije lahko odločile ali da koristijo brezplačno uporabo mehanizacije. Torej, na podlagi kartiranja habitatnih tipov in pa popisov strašničinega in pa temnega mravljiščarja smo določili prioritetne površine in na podlagi tega smo potem šli tudi skupaj s kmetijskimi svetovalci do teh kmetij, ki upravljajo torej s temi površinami, in jim predstavili sam projekt, projektne aktivnosti, in pa kmetje so se potem lahko odločili, ali se bodo vpisali v projekt ali ne, in se odločili ali za finančno nadomestilo oziroma za nakup mehanizacije. Zdaj, trenutno v letošnjem letu sta bile 2 vlogi 2 kmetov v skupni velikosti nekje 10 hektarov, ki so se odločila za mehanizacijo. So to 3 stroje letos, 2 kosilnici in 1 zgrabljalnik. Naša kmetija je večinoma živinorejska, nekaj tudi gozdarstvo. Obdelujemo slabih 30 hektarov kmetijskih zemljišč. Glavna dejavnost je prireja mleka, delno tudi predelava tega. Del zemljišč imamo tudi v območju Nature 2000, zaradi tega smo se odločili, da bomo sodelovali tudi v tem projektu. Kmetija nekako ves čas posodablja in smo prej imeli toliko večjih investicij in nam je ta projekt koristil za nabavo novega stroja, ki bi drugače finančno bil kar zalogaj. Kmetijo smo se prej imeli intenzivno, potem smo se 2007 odločili, da gremo v ekološko kmetijo, da si pridelamo čim več hrane za sebe na ekološki, naravni način, brez uporaba umetnih gnojil, škropiv pa krmil, tako da družina je cela, sodelujemo skupaj in smo pač zavezani temu, da si ohranimo naravo in da ne uničujemo z škropivi, z umetnimi gnojili, ker tudi za metulje sem se zdaj odločil, ker na priporočilo pa na tebe, na svetovalcev, ki so opozarjali, da so ogrožena vrsta, smo se odločili, da gremo v to, ker naravne danosti pa naravne, bi rekel, živali, ki so v tem našem prostoru živele skozi, jih moramo tudi njim dati življenjski prostor. Tako da človek ne izrine vse pa uniči, da tudi včasih damo kaj možnost živalim, da preživiti.